Lepo pozdravljeni tokrat v današnji oddaji. Tukaj je moj gost, kolega Aleš Ernecel oziroma Aleš, ne? Aleš, ja. Tako po vaše, super. Po gorenjski mi rečemo, Aleš, ne? Vi rečete Aleš, tako da lepi so te naši medkrajevni razlike in zanimivosti. Vi tam ste še belci, mi pa nismo več tu na Mariboru. Vi ste že bolj, ona barbarska rasa. Proti Afriki. Proti Afriki, Kelti. To se me zdaj spomnil na mojega očeta, se kdaj heca tako, veš, glih na ta način reče, veš, če hočeš kaj cenej dobiti, greš pa na Štajersko, ne, tam so bolj Kelti. Občudujem tvojega očeta, očitno malo pozna genetiko pa haplogrupe, no. Je tak star tradicionalist, tako da bi se ujela, sigurno. Ampak to čistko v šali rečeno, seveda. Nič slabega, ne. Mi razumemo, da ima v bistvu vsaka neka grupa ima neke svoje kvalitete, ki je druga nima, ne. In tudi o tem bova malo danes govorila. Torej, z Alešem sem danes mislil govoriti predvsem o najbolj perečih trenutnih družbenih temah, in sicer vemo, kaj se dogaja v Združenih državah, in bi želel najprej potegniti nekaj usporednic z potencialnim dogajanjem in tudi dogajanjem v Evropi in Sloveniji. In sicer, Aleš, me zanima, kako si ti razlagaš, od kje takšno sovraštvo prihaja v eni najbolj razvitih držav, tudi pri nas smo kar blizu tej stopni sovraštva, morda ne na tako plebejskem nivoju, ampak vemo, da so pri nas tudi tenzije levo, desno, podeželje, mesto in tako naprej kar velike. Pa me zanima, kako je to možno, da v družbi, kjer pravzaprav smo izrinili lakoto, vsi so nekako preskrbljeni, ampak še vseeno prihaja do teh hudih tenzij in emocionalnih izbruhov. Kakšna je tvoja pozicija tukaj? Moja pozicija tukaj je, da je vse te nemire v Ameriki, kolesarjenje v Sloveniji, praktično vsako tako revolucionarno vedenje ali pa navidezno revolucionarno vedenje, kateremu štejem tudi tiste vse slovenske, čeprav najprej mariborske vstaje leta 2012 proti Francu Kanglerju, ne, ki je kasneje vrgel tudi Janeza Janšo. To je pač posledica meščanskih napetosti med dvema slojema meščanstva, med akademskimi rentniki in med trgovci. Tako rekoč, vse se da zvesti na koncu koncev na to, kot si se sam izrazil, danes smo tako rekoč vsi prehranjeni ali pa nimamo problemov z lakoto in tako dalje, ne. Ampak tukaj gre za rezanje pogače. Trgovci, kakorkoli verjamem, da ideologija, ki skuša plasirati trgovsko mentaliteto kot najbolj merodajno, meni osebno ni povšeči, so trgovci na koncu koncev tisti, ki proizvajajo pogačo, ne. Se pravi, če ti ne prodaš, pogače ni, ne. In potem so na drugi strani ti akademski rentniki, ki se borijo za ta del pogače, ki jo trgovci proizvajajo, no. In v tej ihti, v tej žehti, v koaliciji z nekimi mednarodnimi sodišči, z mednarodnimi pravnimi in političnimi institucijami, pač to lahko počnejo, ne. Recimo človekove pravice so ena taka zadeva, preko katerih ti ljudje operirajo in v pravnem smislu grozijo naokrog. Bi rekel, da smo morda zamenjali nek smiseln, recimo temu liberalen pogled na svobodo in odgovornost posameznika z nekim marksističnim pogledom na svobodo. Ker če pogledamo, kako ravnajo tudi in akademske elite, kot si sam omenil, in potem posledično najbolj besni, razbesnjeni deli družbe, ki protestirajo, vidimo, da gre pri njih vedno za nekakšne zahteve po svobodi,
ki ne vključuje nobenega odrekanja, nobenega truda, nobenega inputa z njihove strani, pač pa izključno in samo sebe vidi kot žrtev drugih. Torej, če pogledava malo, ko si omenil zdaj akademsko sfero, in jaz kar dobro poznam našo humanistično akademsko sfero, sploh recimo fakulteto za družbene vede, filozofsko fakulteto. Kar se mi zdi izjemno fascinantno, oziroma kar se mi zdi, da morajo ljudje vedeti, je dejstvo, da ti ljudje, kljub temu, da nosijo kravato, so uglajeni, so lahko rečeva zanimivi, izgledajo nedolžni na prvi pogled. V resnici je zanimivo to, da ti ljudje nimajo niti enega argumenta proti temu, da nek protestnik pride do tvoje hiše, te Evropa ubije ali ukrade. Zakaj? Zato, ker so legitimirali nasilje. In sicer legitimirali so ga tako, da če ti narediš nasilno dejanje, greš v zapor. Če pa narediš nasilno dejanje, ampak nosiš majico Che Guevare, ali pa imaš za sabo sporočilo, češ, nekdo drug me izkorišča, je pa to dejanje že legitimno. In pazi, take stvari so se zdaj preko medijev in fakultet učile in nekako ugravirale v našo psiho ljudi v zadnjih 4-5 desetletjih. In tukaj se mi zdi zelo nevarno, kako je to možno, da je prišlo do tega, da bi elite, ki bi morale biti neke elite, ki bi morale dajati nek zgled ljudem, so prišle na tako nizko raven, da so praktično danes nič drugega kot samo še racionalizator besa. Jaz imam enega zelo ljubega ameriško-židovskega twitteraša, ki ima psevdonim Kantbot. Vsem toplo priporočam, da ga spremljate na Twitterju. Kantbot počne na koncu koncev ravno tole. On smeši te akademike, njihovo početje in njihovo racionalizacijo, ne? V povezavi s temi ameriškimi neredi, s krajami, vdori, nasiljem in tako dalje ameriških črncev, ne? On oblikuje tvite na tak način, kot da bi bil prepričan, pa seveda ni, ampak se samo šali, ne? Ampak se postavlja v vlogo teh akademikov, da so to neki borci za emancipacijo ali osvoboditev črnske, delavske ali kakršnekoli drugačne rase ali pa na koncu koncev nekega razreda, ne? Ker preko si omenjal njihovo definicijo svobode, oziroma o čem oni govorijo, ko govorijo o svobodi, oni vedno govorijo o osvobajanju od spon neke hierarhije, za katero, ki je stara, tradicionalna, in oni zanjo mislijo, da je tiranska, ne da je funkcionalna, ne. Mnogi med njimi mislijo, da hierarhije sploh ne morejo biti funkcionalne, ampak da so vedno tiranske, zato se pač vedno znova upirajo, delajo neke revolucije in tako dalje in tako dalje. Le redko predlagajo modifikacije, izboljšavo hierarhij, ne, pa točno kažejo, kje natančno se funkcionalnost prevesi v tiranijo in tako dalje. No, to je zanimiv pogled, ko si omenil hierarhijo, ker tudi o tem sem malce želel govoriti, oziroma o avtoriteti, ne. In me zanima tvoj pogled. Vemo, da nihče od nas v resnici, ne, vsi imamo mal delček tega v sebi, tega uporniškega je potrebno imeti, ne, in sicer, da preizprašuješ avtoriteto. Ali je avtoriteta res smiselna, pametna v tem primeru, ne? Avtoritetami se srečujemo vsakodnevno, od družine, podjetij, dela, prijateljev, ne? Povsod se vzpostavljajo neki hierarhični odnosi, čeprav jih morda ne želimo videti. In me zanima, torej, če smo zdaj v tej modernosti uničili stare avtoritete in hierarhične odnose, ne? Se mi zdi tudi malce zgrešeno, kljub temu, da je morda romantično, ne? Da bi zdaj gledali nazaj v preteklost pa rekli, želimo spet nazaj vzpostaviti iste plemiške, hierarhične odnose, isto družbo, ne? Ker vemo, da je to težko mogoče. Jaz mislim, da avtoriteta mora zrasti iz nekih realnih dosežkov. In vsi tisti, ki kritiziramo trenutno stanje, se mi zdi, da moramo za dosežki nekako pokazati vsem tem dvomljivcem, da je avtoriteta lahko tudi čisto spontana, nastane čisto spontano, na podlagi, recimo temu, neke meritokracije, če moram jaz temu tako rečem, ne. Pa me zanima, kako ti razlikuješ med tisto dobro avtoriteto, ki je zatiralska, uničujoča, iracionalna, destruktivna, egoistična,
recimo temu diktatorska, in pa tisto avtoriteto, ki pa prenaša znanje iz roda v rod, ki prenaša neko gradno civilizacijo. Zdaj, ko govorimo o neki avtoriteti, če tudi je vrhovna, je treba vedeti, po moje, da se jo da presojati samo skozi prizmo nekih vrednot in skupnih ciljev, katerim je ta vrhovna avtoriteta skupaj s tistimi, katerim avtoriteta naj bi bil podrejena. Ne? Se pravi, ko presojamo o tem, katera avtoriteta je dobra, avtoriteta moramo najprej imeti neke skupne cilje in skupne vrednote, skozi prizmo katerih to merimo. In moj očitek akademiji, mainstream medijem in vsem tistim, ki so nas učili skozi naše odraščanje kritizirati te pretekle hierarhije, avtoritete in tako dalje, ki so jih tako rekoč zgolj in samo karikirali, je tale, da pač nikoli ti ne povejo, skozi prizmo katerih skupnih ciljev in skozi prizmo katerih skupnih vrednot je mogoče tistim avtoritetam iz preteklosti presoditi pa reči, to ste bile slabe avtoritete. Ponovadi se karikira to plemstvo ali pa neke degenerirane dele plemstva v smislu njihove seksualne degeneracije ali karkoli takega. Vse tako se jaz spominjam zgodovine v šoli. Nikoli nič pozitivnega, nikoli nič konstruktivnega, nikoli nič analitičnega v tem smislu, da bi ti profesor rekel, ok, glej, ta kraljevina pa je imela te skupne cilje, te skupne vrednote in če meriš delo tega vladarja skozi prizmo teh, je failal pri tem pa je bil dober in zdaj, če skupaj pretehtaš, je bil malo slabši, kot da je bil dober. Naprimer, take analize nikjer ne dobiš, ne v mainstream medijih, ne v akademiji, ne nikjer. Ne. In zato, če sem iskren, je tudi težko govoriti o teh zadevah, kaj bi bila dobra avtoriteta v nekem vakuumu. Popravim, če me nisi pozval k temu. No. Sam sem premalo, sem doslej razmišljal tudi o tem, ampak razumem, najprej bi moral imeti idejo o tem, kakva je dobra avtoriteta v vakuumu, potem pa bi jo moral aplicirati na zgodovino in na neke Zdaj, kaj sem jaz predvsem razmišljal, je bolj situacija v današnjem svetu, ker ljudje kot fizično smo še vedno ista bitja, kot smo bili nekoč. Torej imamo neke iste zahteve, kot smo jih imeli včasih, ki se morajo pa danes v drugačni tehnološki družbi zgolj drugače izražati. In sam osebno opažam, ker imam tudi podjetje in tako naprej, da avtoriteto, sploh naša mlajša generacija, danes ne sprejema več po diktatu, kot češ ubogaj me, ker sem jaz tako rekel, pač pa želi imeti zadaj nek globji smisel. Želi imeti zadaj neko logiko, zakaj bi ubogal. In pogosto vidim, da ljudje sprejmejo, tudi sam pri svojem delu in pri svoji transformaciji, recimo poklicni, sem opazil, da ljudje, zato se mi dostikrat zdi tako nesmiselno debatiranje in pretirano kreganje, ki ga danes vidiš preko Twitterja, levi, desni, gor dol, ker se mi zdi, da ljudje sprejmejo, oziroma ne radi sprejmejo argument, pa ne bo še tako dobro argumentiran, ampak sprejmejo pa dokaz. Ko vidijo, da si ti nekaj naredil, da je to delovalo, recimo čisto konkretno v mojem podjetju, ko so videli, da neka moja metoda dela, ki je bila morda čisto drugačna proti mainstreamu, je delovala, je prinesla rezultate, potem začnejo čisto tako subtilno sprejemati oziroma dojemati tebe kot avtoriteto. Jaz temu rečem tako, nenapisana avtoriteta. Torej, ne rabiš biti napisan, jaz sem šef, ampak si v bistvu lider z nekim zgledom boljše akcije, boljših vrednot, boljših vrlin, boljše poštenosti, boljše delavnosti, boljšega truda in tako naprej. In tukaj se mi zdi edini način, kako lahko mi vse te dvomljivce oziroma te ljudje, ki danes v bistvu se mi zdi, da iščejo avtoriteto, ampak iščejo tisto dober zgled, dobro avtoriteto, po kateri se lahko učijo.
Na ta način se mi zdi, da jih lahko prepričamo. Ne. Težko bomo samo z argumenti. Ne. Zato toliko ljudi spodbujam, naj grejo v delo, naj grejo v biznis, naj grejo nekaj, da te talente teh ljudi, ki zdaj kolesarijo, ne, da jih porabijo v dobre namene, da gre energija v dobro. Si mislil, še kaj dodati? Ja, v tem, kar si mi zdaj opisoval, sem prepoznal tisti argument, da starši delajo krivico svojim otrokom, če jih krstijo ob rojstvu, ne? In da bi, če že starš moral počakati s tem, oziroma da to sploh ni vloga, da to sploh ni funkcija starša, ne, da otroka krsti. In potem se postavlja vprašanje, okay, je sploh kaj funkcija in če je sploh kakoli funkcija, kaj je funkcija, ker očitno nas vsaj večina verjame, da neke funkcije starši imajo in ko rečemo funkcije, s tem mislimo nekaj, pri čemer prehitevamo svobodno voljo in odločitev otroka, da bi mu na nek način pomagali in mu zgradili temelje, na katerih bi pa potem lahko se svobodno odločal, bil odgovoren, premišljen, kar seveda ne zagotavlja, da ne delaš napak v življenju, ampak navkljub vsemu, ne. Zdi se, da noben človek ne more, tudi po svoji naravi, ker kot mladiči smo precej nemočni za razliko od nekaterih drugih živalskih vrst, ne. Pač ne moreš se sam postaviti na noge, po domače povedano, v kakršenkoli smislu, to pač mislimo, ne. In ja, to sem prepoznal v tem rušenju avtoritet, v nasprotovanju avtoritetam sem prepoznal to iracionalnost, ki jo prepoznavam tudi v tem argumentu, zaradi česar pa na koncu koncev vidim vse te današnje diskusije, kjer se rušijo avtoritete, rušijo hierarhije kot upor proti tradicionalni katoliški cerkvi, da se da vse na koncu koncev zvesti na verigo uporov proti tradicionalni katoliški cerkvi, vse tam od Lutra pa razsvetljenstva, dalje pa vse do danes, ko so pač najbolj aktualni napadi na tradicionalno družino, na primer, ker je to final frontier napada na tradicionalno katoliško cerkev, na primer. Tako pač jaz gledam na te zadeve. No, evo, ker so tudi že glavno pri avtoriteti, se lahko hkrati še vrneva spet na prvo vprašanje, ki sem ga navezal na te proteste v Ameriki. In sicer, kaj mi je zanimivo, ker sem kar nekaj časa proučeval tudi malo zgodovino Afroameričanov in tako naprej, je to dejstvo, da so dostkrat, če pogledaš različne družbene skupine, ki so, recimo temu, manjšine, ne, da so dostkrat te manjšine delovale bolje ekonomsko, socialno in tako čisto bivansko, eksistencialno, v družbah, kjer so bile rahlo podvržene neki diskriminaciji. Ker danes se ustvarja ta narativ, da torej vsako negativno mnenje proti nekomu nujno uniči tega človeka oziroma mu nujno dela škodo. To se definitivno strinjamo, koliko gre za nasilje. Ampak se ti ne zdi, da je v bistvu, če pogledamo, recimo, lep primer so judovske skupnosti. Praktično so bili povsod drugorazredni državljani na nek način, ne, pa povsod so bili uspešni. Potem imamo recimo kristjane pod Otomanskim cesarstvom, ne, Armence, ne, drugorazredni državljani plačevali dodaten davek, ampak recimo Grki so bili takrat ena najbogatejših skupnosti v tem cesarstvu. Pa recimo primer azijski Američani v ZDA, ne, nikoli v bistvu nobenega predsednika niso imeli azijskega predsednika, ne, v politiki so popolnoma nevidni, ne, azijski Američani, pa vendarle so po dohodkih nad belci in tako naprej. Torej, zanimiv mi je ta narativ, ne, ki se ga toliko ugravira v medije, in sicer, da moramo imeti politične predstavnike, vsaka manjšina mora imeti politične predstavnike, če ne bo napredovala, ne. Ta se mi zdi zelo destruktivna ideja, ki je prišla predvsem iz teh etatističnih ideologij, da se vse da rešiti samo preko vzvoda politike. Torej, samo preko vzvoda države in to se mi zdi ena najbolj destruktivnih misli sploh, ker praktično danes modern človek na vsak problem odreagira čisto emocionalno, tako da si reče, ja, pa mora država to pol financirati, pa bo bolje. Ali pa mora država to prepovedati, pa bo bolje. Ampak
to ne drži. Ne? Če pogledaš recimo razvoj, pa tudi recimo črnsko skupnost, ne, mi je zanimivo to, ne, če si videl tisto sliko, ne, kako so protestirali v času Martina Lutra, ne, pa kako protestirajo danes, ne, takrat v lepih klobučkih, z nekimi argumentiranimi zahtevami, z nekimi močnimi sporočili, globokimi sporočili, danes praktično pa večinoma vidimo ropanje pa neko jezo, kljub temu, da je pravic danes več. Torej, tukaj mogoče, če malo premislila o tem razmerju, ne, kako v bistvu lahko doskrat, če zahtevaš od neke skupine ali pa od nekoga posameznika, da se mora obnašati po nekih načelih, kako je v bistvu ta posameznik lahko bolj uspešen, kot pa če uničimo vsa ta načela. Ker v bistvu zdaj vidimo, ne, ker je meni zanimivo, da v času, ko so bili belci, recimo temu, bolj diskriminatorni do črncev, ne, so bili črnci na nek način boljši ljudje kot belci in danes ravno obratno, ne, vidimo, da so bolj nasilni danes, ko imajo več svobode, ne. Kar se mi zdi taka zanimiva opaska, no. Ja, dobro, zdaj, če zgradiva jeklenega moža progresivcem oziroma levičarjem, oni bi zdaj na tej točki rekli, ja, res je, zdaj so bolj nasilni in manj dostojanstveni, ampak vse to je zaradi pretekle diskriminacije. Ne? Zaradi pretekle diskriminacije so zdaj oni pač ujeti v ta začaran krog, ne vem, droge, kriminala, posledično brez očetov v družinah in tako dalje in tako dalje. Ne? To bi oni rekli in to bi bil jekleni mož njim. Kar se pa tiče njihove mode. Bolj slamnati mož. Ker se njihove mode tiče, ko gledamo stare slike, tu pa bi jaz popolnoma se strinjam s tabo, da je zelo naivno, zelo slabo artikulirano strani progresivcev oziroma levičarjev, ko se zagovarja etatizem kot rešitev za vse, se pravi poseganje države v vse mogoče sfere in pore življenja. Strinjam se, da je to zelo naivno, ne, in zelo slabo artikulirano. Po drugi strani pa vidim recimo to degeneracijo v modi, tako pri črncih, kot na vse zadnje tudi pri belcih. Tudi naša moda ni več taka, kot je bila takrat. Ne. Na vse zadnje se mi danes bolj oblačimo kot črnski thagi, kot obratno, tako, ko so se črnci oblačili kot belska, meščanska gospoda. Tako je. To je posledica, to pa je po moje posledica degeneracije, ki je posledica preveč trgovske svobode. To pa bi bila moja kritika tega disbalansa med trgovskimi in recimo tradicionalnimi, akademskimi in drugačnimi vrednotami. Zato sem na začetku govoril o vojni med akademskimi rentniki in trgovci. Ne? In ta vojna je izjemno slabo artikulirana in jo je na vse zadnje zelo težko oceniti, ker nimamo enotnih parametrov, nimamo skupnih ciljev, nimamo skupnih vrednot, oziroma imamo dva prevladujoča, ena je egalitarizem pri akademskih rentnikih, drugo je pa ekonomska svoboda pri trgovcih, ne? Ampak ekonomska svoboda pa je izenačevanje svega in svačega vzdolž vseh mogočih hierarhij in kriterijev. To nista edina pogleda, na katera je mogoče gledati na življenje in na družbo nasploh. Ja, ful dobro si dal tale primer z oblekami. Ko si rekel, da so se takrat črnci oblačili kot belska gospoda, ne? Kot neka, recimo temu, kasta, po kateri so se zgledovali, ne? So želeli biti to, so želeli postati nekaj več, ne? Kljub temu, da so štartali zelo nizke točke, ne? Suženjstva. Ne? Danes je pa ravno obratno, se pa nekdanja belska gospoda oziroma potomci belske gospode oblačijo tako kot neki gangsteri. Ne? Evo, to se mi zdi primer, recimo, kar so prej vzpostavila spet, greva lahko nazaj na avtoritete. Ne? Torej, kaj je zdaj avtoriteta za mlade danes ali pa za novo generacijo? Zdaj je avtoriteta, po čemer se zgledujejo,
nekdo, ki ima pištolo, nekdo, ki ima zlat avtomobil, zlati nakit, 10 žensk okoli in ki strelja naokoli in je šerif z drogami in tako naprej. Včasih je bila avtoriteta oziroma nekaj, po čem so se zgledovali, nek človek, ki si ustvaril družino, podjetje, ki je bil nekako umikan in tako naprej. In kako je zanimivo, kje se je zgodila ta porušitev tega, kako bi rekel, ideala? Ti misliš, da prav s tem, da se je dalo preveč ekonomske svobode trgovcem? Težko, mislim, jaz sem odprt za alternativne razlage, ampak poglejmo, kako se od 60-ih pa vse do danes, kako smo se postopoma drugače začeli oblačiti in kdo so nam vzori za to, kako naj se oblačimo. V 60-ih izjemno močno vzklila in kasneje še huje razcvetela popkultura, povezana s Hollywoodom, z masovno produkcijo pop glasbe in ta neka pop moda in tako dalje, kjer modni kreatorji postanejo neki pomembni opinion makeri, influencerji in tako dalje. In to so tudi ljudje, ki na vse zadnje usmerjajo to, kako se oblačimo. Recimo pri, ne vem, kateri letnik rojstva sedi, ampak vem, pri moji generaciji ne vem, kako je pri 90-letnikih, ampak tam, ko sem jaz bil majhen v 80-ih, pa potem še vedno majhen, malo večji v 90-ih, so se pač otroci radi zgledovali po nekih črnskih reperjih. Vem. Mislim, in to je tudi Alan Coman, moj prijatelj, mi je, ko so se enkrat pogovarjali, rekel, da je imel do-rag, da se oblačil prevelike Tupac stil, Tupac stil in odkot nam to, če ne od tam, ko se je, mislim, jaz sem se pogovarjal z Michaelom Jonesom, ne vem, če ga poznaš, in Michael Jones pač pravi, da nekje do 60-ih, to se nekako sopada z temi akademskimi revolucijami v Ameriki, ki so se potem razprostrle po celem zahodu. Ravno takrat so katoliki prenehali imeti dovolj velik pravni vpliv nad Hollywoodom, glede golote in glede pravil vedenja in oblačenja in tako dalje in tako dalje. In ko je enkrat na federalni ravni se reklo, glej, ti ljudje lahko počnejo, kar želijo, se je razcvetela popkultura, se je razcvetela pornografija in rezultat tega je pač to, kar imamo danes. Pa jaz sploh ne podajam vrednostne sodbe, Jaz niti nisem prepričan, ali je to dobro ali je slabo, ampak pač povemo, Zato, da se danes nek belček kulturno apropriira ameriškega črnskega mulca iz nekega geta, je pač posledica tega, po mojem mnenju. Sem pa odprt za alternativne razlage. A veš, kaj jaz tukaj mislim, Zanimivo tezo si dal. Jaz tukaj mislim, da tradicionalna desnica dela podobno napako, kot jo dela levica. In sicer, da živi v prepričanju, da lahko degeneracijo zaustavimo samo za zakoni. Torej, da družba gre v to in to smer degeneracije oziroma v to in to smer hedonizma, krivoverstva, kakorkoli se temu rečemo, in mi moramo to sedaj omejiti, da v filmih ni golote, da prepovemo to in prepovemo takšno izražanje, drugačno izražanje. Moje mnenje tukaj je to, da kljub temu, da se morda čisto v laičnem smislu, v nekem filozofskem smislu, tukaj lahko strinjam. Ampak za metodo, kako bi to korigiral, se težko strinjam. Zakaj? Zato, ker ne moreš preprečiti oziroma ne moreš za zakonom ustaviti človeških čustev. Če človeški duh družbe, kot je bil takrat, je šel v to smer nekega seksualnega osvobojenja in tako naprej, se moramo zgolj vprašati, torej, ali je res zdaj meščanska svoboda, trgovska svoboda, tista, ki je to povzročila, ali je to zgolj vozilo, zgolj metoda, ker če gledamo free market, oziroma svobodno družbo trgovcev,
to je apolitična kasta ljudi. V nasprotju z akademiki, ker akademiki so ljudje, ki lahko razmišljajo o abstraktnih idejah in jih lansirajo, z njimi delujejo, medtem ko trgovce načeloma politika ne zanima. To je že Adam Smith dobro ugotovil. Trgovci bojo šli s kjerokoli ideologijo skupaj v poslo, dokler imajo od tega profit. In jaz tukaj mislim, da ne bi toliko kritiziral, oziroma bi kritiziral trgovce, zakaj so tako apolitični, pač se mi zdi, da je to tak tip ljudi. Jaz sem načeloma tudi ta kasta, ampak sem popolnoma tudi še na drugih področjih aktiven, oziroma mi je primarna duhovna zadeva, ne samo ta materializem, ne? Ampak okej, pustimo to. Kaj je moj point je tem, da se mi zdi, da težko kritiziramo kaso trgovce, ker oni so pač takšni, kot so. Tako kot pravim, oni bojo šli v posteljo z čemarkoli ideologijo, samo da preživijo, pa da prodajajo. Mene bolj skrbi oziroma zanima, zakaj se ni našlo več, oziroma zakaj ni več ljudi, ki bi dali nek intelektualen zgled, skupaj z dosežki oziroma s prakso. Kaj s tem mislim? Preveč imamo intelektualcev danes, ki niso intelektualci, ampak so akademiki. Akademik je nekdo, ki je celo življenje zrasel v akademski sferi in nima stika z realnostjo. Medtem ko intelektualec se mi zdi, da je oseba, ki je najprej bi moral biti poslovnež ali pa nek človek z dela in potem si preko dela, preko svojih uspehov na trgu, priboriti toliko svobode, da lahko pametuje, piše in ustvarja. Tako so včasih tudi izgledali mnogo izumiteljev in pesnikov in pisateljev. Je bilo v bistvu ljudje, ki so se zaslužili, da so lahko na pozna leta pisali. Danes pa piše oziroma razmišlja abstraktno že vsak v akademskem sferi. In ta abstraktnost potem pride do te diskrepance med realnostjo in abstraktnostjo, ker papir prenese vse. In zato je danes toliko več ljudi, boš videl, levo usmerjenih v humanističnih akademskih taborih, kot pa v strojnih ali pa v trdoznanstvenih. Zakaj? Ker papir prenese vse. In jaz sem se o tem tudi s Tomažem Štihom pogovarjal, pa malo v povezavi z nacionalsocializmom pa s fašizmom. To se mi zdi, da so najpomembnejše današnjih tem glede etatizma in tega libertarskega pogleda na tradicionalne katolike, ki se spogledujejo z etatizmom in tako dalje. Zdi se, da smo se v Evropi tradicionalisti, še preden smo se zavedli, znašli v situaciji, v kateri so nam akademijo in medije preprosto ugrabili akademski rentniki. In ko se enkrat znajdeš v taki situaciji, v kateri je bila Nemčija v začetku 20. stoletja, v kateri je Evropa na vse zadnje že po moje 200 leti, potem se postavlja vprašanje, kaj si početi s tem libertarskim argumentom, antietatističnim, ker sej, na vse zadnje tudi jaz počnem te stvari, pa ti počneš te stvari, podcasterji, pisci, kolumnisti, počnemo ravno to, kar si ti predlagal, pa kar libertarci predlagajo, da probamo dajati zgled, da govorimo o teh zadevah. Ampak ti ljudje imajo v rokah večino akademije, večino mainstream medijev in s tem večino dosega. In seveda mi se trudimo, prosto po tistem libertarskem argumentu, ki med nekaterimi tradicionisti velja kot mem, naredi ti svoj Twitter, naredi ti svoj Facebook. Se trudimo, pa nekaj probamo graditi, pa tak dalje, ampak pri tem naletiš na cenzuro, na takšno ali drugačno, ali državno cenzuro, ali cenzuro tako imenovanih privatnih medijev, ala Facebook, Twitter in tako dalje. In to tradicionalistično spogledovanje z etatizmom pač izhaja iz tega spoznanja. In tu in v tem smislu so tradicionalistom in tradicionalističnim katolikom, kakor sami prepoznavamo fašizem in nacionalsocializem kot neke vrste modernizem in ga s tem zavračamo, se kljub vsemu spogledujemo z njim ravno
na tej intersekciji, kjer spoznaš, da ali ugrabiš državo nazaj in probaš s pomočjo te ugrabljene države stvari uravnotežiti ali celo prevladati v akademiji, v medijih in tako dalje, ali pa imeti neko precej utopično mnenje, da te stvari lahko reši trg, naš navdih in naši boljši argumenti. Recimo pred drugo svetovno vojno, to me je eden mojih sogovornikov, Blaž Babič, spomnil, je rekel, glej, vi, konzervativci, tradicionalisti ste, mislim, ista zadeva kot pred drugo svetovno vojno, prepozno so se lotili propagande. In tudi, ko so se lotili, so bili v manj vrednem položaju. Ne? In to je načeloma še danes velik problem in velika dilema in o tem bi morali res pogosto, celo najpogosteje razpravljati, po mojem mnenju. Ja, se strinjam. Tukaj je v bistvu prišlo do zanimive situacije, kjer so ljudje, ki so načelno proti trgu, uspešnejši v trgu kot ljudje, ki so načelno za trg. Ja, dobra misel. Ja, boljše znajo nekako pridobiti mnenje na svojo stran. Ampak jaz tukaj mislim, da prihaja to zaradi tega, ker je že inherentno leva misel je nagnjena k plebejizaciji. To pomeni, po mojem mnenju, je nagnjena k redukciji na najnižja človeška čustva. Torej, apelira na to, da si ti žrtev, da te je oče izkoriščal, da te je družina izkoriščala, delodajalec te izkorišča, država te izkorišča, beli moški te izkorišča, žena, mož, vsak te izkorišča. In vsaka tvoja zahteva je legitimna po njihovo. In seveda je to lažje ljudem prodati, ne? Enovrstično zahtevo, ne, po večjih plačah, kdo se ne bi s tem strinjal, ne? Kot pa neko poglobljeno misel, zakaj so kakšne subtilne stvari, ki morda na prvo žogo ne izgledajo ljubko in privlačno, v bistvu zelo pomembne, ne? Kot je trud, odrekanje, neko spoštovanje, neka samokritika. Danes je recimo zelo zanimiva, ne, ta kritična teorija v družboslovju, ne? Ker v bistvu kritizira, kot sva že prej omenila, vse, kar je v družbi. Obenem pa zanimivo pri teh ljudeh, ne, kljub temu, da se imajo za poklicane, da vodijo svet, ni kančka kritičnosti do svojih sposobnosti in dosežkov. In zato se mi zdi to zelo nevarno imeti, glih zanč, ne, ena moja stranka, ki je profesor na ekonomski fakulteti, ne, mi je rekel, ja, ampak glej, vse te ljudje, ne, v akademiji so zelo izobraženi, govorijo več jezikov, so zelo razgledani, ne. Pa sem jaz rekel, ja, ampak ni to problem. Problem je, da te ljudje, ki so izobraženi, ne, zahtevajo oziroma živijo v iluziji, da bi morali imeti večjo moč, kakor so pametni. Oni so pametni. Samo moč, ki jo zahtevajo, je prevelika glede na njihove zmožnosti. Oni so bolj pametni, morda bolj izobraženi kot nek kmet na tržnici, ampak problem je, da kmet na tržnici ima samo moč nad svojo kmetijo, ne pa na tem, kako bo cela družba živela. In to smo dobili to diskrepanco, v bistvu Nassim Taleb to dobro opisuje, skin in the game. Ne. Pomanjkanje skin in the game se strani akademikov vodi v katastrofo. Ker te ljudje v bistvu lahko svoje ideje aplicirajo, brez da bi kakorkoli občutili kakšno škodo na svojem hrbtu. In mogoče narediti jih zgolj odgovorne. Narediti jih zgolj odgovorne in v bistvu pridobiti publiko na svojo stran. Saj konec koncev je populistično mnenje večine, bi jaz rekel, nagnjeno. To mi je zanimivo. Ne? Če pogledaš populistično mnenje večine ljudi v družbi, je, jaz bi rekel, neke vrste nacionalsocialistično. To pomeni, da imajo neke socialistične vrednote ljudje, in sicer kot so poštena plača, neka zagotovljen dohodek, zdravstvo in tako naprej. Po drugi strani so pa ljudje dosti nacionalistični v tem smislu, da si pa ne želijo, ne vem, imigrantov, ne želijo si, preveč imigrantov, ne želijo se uničiti svoje družbe, kulture. Ne. Večina ljudi bi se s tem strinjala. Ne. Torej, zdaj je zgolj pomembno, kako pridobiti, ljudem dopovedati, da spoznajo, ne.
da je to v bistvu njihovo prepričanje. Ja, sej ta plebs, če se lahko tako proslulo izrazim, ali demos, ali mase ljudi, ki jih v povprečju te politične, finomehanične razprave niti ne zanimajo, so po svoji naravi vedno in povsod nacionalsocialistične v tem smislu. Jugoslavija je bila nacionalsocialistična, ne? Ni bila socialistična, nacionalsocialistična. To je definitivno se strinjam, ja. Razlastilo se je Nemce, pa nemške Žide in pa varovalo se je meje. Varovalo se je meje, ni se spuščalo ven in not, oziroma se je vsaj težilo k temu, ne. Seveda se je znotraj težilo k nekemu mešanju, ali pa se je poskušalo z nekim mešanjem med temi plemeni, južnoslovanskim in celo albanskim, ampak predvsem in zato, ker se je skušalo ustvariti nov narod, ne. To je bil čisti družbeni eksperiment, poskus družbenega konstrukta naroda. Okej, ja, sej v ozadju je prepričanje, da so narodi družbeni konstrukt, kar po moje niso, ne. Ampak v Jugoslaviji se je poskušalo s tem družbenim konstruktom in zato se je mešalo, pa se je ustvarjalo vtis, da je tu kaj anarhističnega, levičarskega, ampak Jugoslavija, kakor je nastopala proti svetu, je bila čisti nacionalsocializem v okvirih zmožnosti. Ja. Tako kot Sovjetska zveza in kar se mi zdi sploh zanimivo, tako kot je danes recimo Kitajska, ne? Ker mi je sploh fascinantno, ne, kako se politično prepričanje, ne, vedno divergira proti nečemu, kar je res v duši, kar je res naravno. Primer Kitajska je lep. Tam, veš, seveda so zmagali komunisti pod Mao Zedongom, nacionalisti, recimo temu, monarhisti, nacionalisti, ne, so pod Chiang Kai-shekom so ušli na Tajvan, ne. In kar mi je fascinantno je, da v bistvu, če pogledaš na dolgi rok, je zmagal Chiang Kai-shek, ne pa Mao Zedong. Ker danes današnja Kitajska je veliko bolj podobna temu, kar je Tajvan, po ideologiji, po načinu dela, po načinu uravnave avtoritete nad prebivalstvom in tako naprej, kot pa je vizija bila Mao Zedonga, ne. Ker zgolj v bistvu govori v prid temu, ne, da spet komunizem je nekaj, kar se je poskušalo vsiliti, ampak je potem partija čisto spontano, ne, nič ideološko, čisto spontano sprejela neka tržna načela in potem probala jih sicer v svojih zapisih racionalizirati, če še to je konsistentno z nami. Čisto tako za zraven. Ja, se tudi v Jugoslaviji, na vse zadnje so zadeve bile zelo podobne. Na koncu koncev so se začele vzpostavljati neke nove hierarhije, ne, po bolj ali manj naravni poti in na neki točki je nek progresivni eksperiment prerastel v neko konzervativno tvorbo, ne, kjer se je na vse zadnje osamosvojitev ali pa razpad Jugoslavije, osamosvojitev Slovenije, Hrvaške in tako dalje, dojemala kot neka progresija, ne. In borci za ohranitev Jugoslavije in federacije so bili v tistem trenutku kot neke vrste konzervativci, ne. Po 60 letih Jugoslavije so to bili konzervativci, ne. Osamosvojitelji Slovenije in Hrvaške pa progresivci. V bistvu, če gledaš tudi recimo zgodovino, ne, tradicionalizma oziroma konzervativizma, Edmund Burke, ne, je tudi za časa svojega življenja, ne, nasprotoval suženjstvu, recimo, ko je bilo takrat še dosti normalno, in nasprotoval temu, da Britanija vojaško poseže v ameriške kolonije, ne. Torej, konzervativizem ni vedno zgolj ohranjanje statusa quo, ampak za tem stoji neka zelo dobro sofisticirana ideja o nekem naravnem, spontanem redu med ljudmi in pa spoštovanju tega, kar se je ohranilo, ne. In pač poskušanju ne da ohranimo državno intervencijo, ne, rekoč, ne, to tudi danes vrkaš, recimo staro
komunisti govorijo pri nas, ne? Ja, ohraniti moramo to upletenost države v gospodarstvo, ker tako deluje že 60 let. Ne? Torej, dajo nek kvazi konzervativen argument, ki pa sploh ni konzervativen argument, če ga pogledamo globje, ne? Ker teorija spontanga družbenega reda, ne, ki je močno ugrajena v konzervativno idejo, ne, pač pravi, da ne moreš argumentirati nekega stanja zgolj zato, ker je, pač pa moraš dopustiti ljudem, da sami najdejo rešitev spontano. In če država pač intervenira z nekimi zakoni notro, ne, preprečuje v bistvu nek naravni red s tem. Ne. To ni pravi naravni red oziroma spontano združbe. Ne. No, apropos sužnje lastništvo, tukaj glede tega je tudi ogromno karikatur, na primer, ne? Ker kakor si jaz predstavljam, ne vem, kako imaš ti to pogled na tele zadeve, ne? Ampak recimo, da sem jaz nekomu dolžen denar, ki ga nisem sposoben odplačati, ne? Si ga nisem sposoben od nekoga tretjega sposoditi, da bi ga tako vrnil, ali pa si ga nisem sposoben sam zaslužiti, da bi ga vrnil, ne? In potem jaz človeku, ki sem mu dolžen denar, rečem, ja bom pa zate zastonj delal. Ne? Ja, to se mi zdi normalno. To se mi zdi normalno. Ne? In zdaj, če mi dva podpišemo pogodbo, pa rečemo, ok, dolžen si mi, ne vem, toliko pa toliko, ne? In zato boš za mene naredil to pa to, toliko pa toliko časa. Ne? In podpišemo to pogodbo in jaz sem za ta čas, sem v nekem smislu tvoj suženj, v tem smislu, da za svoje delo ne dobivam plačila, v nekem smislu ne dobivam plačila, ampak sem ga tako ali tako že dobil, zaradi česar sem ti dolžen denar. Tako, ja, v zgodovini so mnogi ljudje na tak način bili sužnji. Ne? Take vrste suženjstva se omenja že v Stari zavezi. Ne? Pri teh afroameriških sužnjih bi bilo tudi treba razdelati zadeve malo bolj fino mehanično, v tem smislu, da bi videli, kateri od teh sužnjev, ki so jih trgovci prepeljali iz Afrike v Ameriko, so na tak način zapadli v sužnje lastniške odnose, ne? Ali so bili vojni ujetniki, ne? Se pravi, so bili dobesedno pod prisilo v okovih in so delali. Ne? In potem je na podlagi te razdelave bi potem lahko podali končno sodbo o tem, kaj tukaj bilo krivično in na kak način je bilo krivično. Seveda bi lahko rekli tem, ki so jih kupovali kot sužnje, ne? Bi lahko rekli, ok, ampak vi bi morali z njimi vsaj podpisati pogodbe, ne? Ali pa kaj takega. Ne? Ok, v redu, vi ste še onim dolžni, zdaj mi prevzamemo njihov dolg, ne, in boste za nas delali nekaj v tem smislu, ampak spet do takrat in to boste delali. In ko to oddelate, ste svobodni. Ampak na koncu koncev vse osvobajanje sužnjev se je dogajalo. Ne? Želel sem samo osvetliti tole perspektivo, zato da bi se lahko malo bolj smiselno in ne tako zelo emotivistično pogovarjali o sužnjem lastništvu. To se definitivno strinjam. Ker tukaj je recimo zelo pomembno, to, kar si Dej izpostavil, se mi zdi zelo zanimiva zadeva za semantiko. Kako uporabljamo besede. Recimo medij, nek medij ali pa nekdo bi lahko komoti vzel tvoje besede iz konteksta in bi tukaj rekel, pač podpiraš suženjstvo, ne? Ampak zdaj se moramo tukaj vprašati, ne, kaj je recimo common sense, to, kar si pa opisal čisto na ljudski način. Torej, če nekomu dolguješ denar, se ti zdi logično, da greš pač seveda za njega delati zastonj, dokler ne odplačaš dolga. Ne? Jaz mislim, da večini ljudi se to zdi normalno. Zdaj moramo tukaj definirati, ne, kaj je. Jaz to ne vidim kot suženjstva. Ne. Jaz vidim suženjstvo kot nekaj, kar potem vključuje tvojo moč nad človekom, ki pa presega ta materialni aspekt in vključuje tudi tvojo moč, da ti tega človeka, ne vem, imaš doma privezanega kot psa. Ne. To pa potem ni več tisto, kar pa jaz rekel, da bi bilo kadarkoli v katerikoli družbi sprejemljivo, čeprav se je to dogajalo. Ne. Tukaj se mi zdi pa, da grejo tradicionalizem, gre lahko malce predaleč, ko zavzame tako skeptično držo,
do racionalizma, da si reče, da niti v takšne odnose ne smemo posegati, ker neka modrost mora biti tukaj zadaj, da ima nekdo človeka prevezanega kot psa že tisočletja, je tako, bomo pustili tudi ta odnos. No, tukaj se pa jaz recimo ne strinjam, pa si pač rečem, ne, v take primere pa pač moramo posegati in zaščititi pač neko osnovno dostojanstvo človeka. Ne. Tukaj se mi zdi pa, da racionalizem pride prav. Ne. Torej, kaj se meni gre? Meni se gre za neko uravnoteženje tokov, miselnih tokov družbe, ker se mi zdi, da pač seveda ima tudi akademski, racionalistični pogled nek smisel, je prinesel nek napredek k družbi, ne. Ampak se mi zdi, da je ta stvar šla, tako kot ekonomisti pravijo, ne, preko svojega marginal benefita, ne. Ko z več racionalizma ne dodamo nič k dobroti. Ampak vidiš, recimo ameriška, to mi je zelo zanimivo, ameriška državljanska vojna, ne, je bila v bistvu vojna med ameriškim severom in jugom. Nekateri, še zlasti republikanci, pravijo, da v bistvu med republikansko in demokratsko stranko za odpravo suženjstva, to je pač ena od hipotez, ki jo zagovarjajo ameriški mainstream konzervativci, kakorkoli, ampak ameriški sever je veljal za bolj prostotržnega, ekonomsko svobodnega in tako dalje. Ne? Ameriški jug je veljal za bolj rigidnega v smislu te ekonomske svobode. No, kljub temu pa je to, kar je sever očital jugu, etatistični argument. Oni so želeli na federalni ravni poseči v nekaj, kar so oni vsiliti, kar so oni jemali kot, in ne pravim, ali je to dobro ali slabo. Ti si prej povedal, da se ti zdi to dober poseg, ne? V to svobodo trgovanja, ker pač verjetno izhajaš iz prepričanja, da se svoboda trgovanja zaključi pri dostojanstvu vsakega človeka. Ne? Čeprav zadeve so spet tak, ne vem kak bi si jaz, če bi živel v tistem času, kak bi si predstavljal te zadeve. Ne vem, verjetno bi prišel do teh sužnjelastnikov pa jim rekel, ok, v redu, imate kakšne pogodbe z njimi, ne vem, ali je to v nedogled, kje ste jih kupili, ne vem, ampak zadeve so verjetno veliko bolj kompleksne, kot si mi lahko danes predstavljamo. Ampak samo zato, to je to, o čemer se zdaj pogovarjali, v bistvu samo začetek. Na tej točki se lahko komaj začnemo normalno pogovarjati o teh stvarih, brez da bi kričali drug na drugega. Ne? Ja, to je definitivno. Mislim, glede teh stvari bi se mogli pogovarjati. Nažalost je tako, da v današnji akademski sferi in medijih je prepovedano govoriti o določenih temah, oziroma te že takoj, kar se mi zdi zelo krvoločno, ne? In obenem s tem lahko odpremo novo temo, ne? Zelo krvoločno se mi zdi, ne? Da ljudje, ki se imajo za progresivce, ne? Na nek način v bistvu postanejo, ne? Veš, kako jaz temu pravim, ne? Žrtve svoje ideologije, ne? Oziroma revolucija žre lastne otroke, so že čas ugotovili, ali pa če dam še nek tretji uvid, ko vojak, ki se bori za mir, ne? Začne sovražiti mir, ker se tako dolgo bori, da ko pride do miru, ne zna nič drugega kot se boriti. Ne? On ne zna več živeti v miru. Ne? In tako se mi zdi, da danes s progresivci, ko v bistvu želijo doseči nek utopičen svet, lepši svet, ne? Ampak v tej borbi za nekaj več, ne? Za nekaj boljšega v človeku, postanejo oziroma si dovolijo vzeti instrumente, ki so zelo neetični oziroma ubijajo človeškost. Ne? Torej, te bojo degradirali, bojo do tebe nesramni, se ne bojo upali tebe konfrontirati osebno, bojo te žalili, ne vem, prek spleta, ali pa bojo konec koncev zlorabili inštitute države, zato da te utišajo. Ne? In tukaj lahko odpravim naslednjo temo. A ti tem ljudem, takim tipu ljudi, ne, ker konec koncev to, da se progresivne ideje borijo za nekaj boljšega, to se mi zdi nekaj lepega. To mora vsaka družba, tudi tradicionalna, dovolj, da pridejo neki taki elementi ven in se jih preizprašujemo, a lahko živimo boljše. Ne? Ampak, a bi ti tem ljudem zaupal, ker meni se zdi, ko me dostikrat ljudje sprašujejo, ne, kakšni so argumenti proti, ne vem, socializmu, komunizmu in levim etatističnim idejam, jim rečem, oni sami. Kaj s tem hočem povedati? S tem hočem povedati, da kako ne zaupamo ljudem, da bomo prišli do družbe, kjer ne bo diskriminacije,
če toliko diskriminacije sami izvajajo? Kako naj zaupamo tem ljudem, da bomo dobili boljšo družbo z bolj čistimi odnosi? Če pogledam, ker sem sam bil v akademski sferi, dokler sem bil na fakulteti, recimo na družbenih vedah, če sem sam pogledal tiste profesori, pa so vsi 99%, recimo temu, marksistično usmerjeni, tako recimo, jaz njim ne bi zaupal novega družbenega sveta, zato ker tudi med sabo nimajo odnosov, ki bi jih lahko opisal, da so boljši od tistih konzervativcev, ki se pa med sabo darvinistično koljejo. In tukaj lahko odpreva novo temo. In sicer, aj ta darvinizem, ki je bil zdaj prepovedan v humanistični sferi, ker se praktično utišalo vse avtorje socialnega darvinizma, recimo Herberta Spencerja in podobno, aj ta darvinizem ugraviran v našo, recimo, nek del naše etike in ga vidimo tudi pri progresivcih, ki sicer zavračajo darvinizem, ampak ga tudi pri njih najdemo, ker jaz osebno ga vidim pri njih ravno toliko, kot ga vidim pri drugih ljudeh. Mogoče tvoj komentar na to. Mogoče bom za začetek povedal eno svojo, naj povzameva, kako ti ljudje razmišljajo. Pri tem, recimo, moji bivši profesori, kot so Boris Vezjak, naprimer tale Friedrich Klamfer, to so vse profesori filozofije iz oddelka za analitično filozofijo na mariborski filozofski fakulteti, in so zelo militantni. Ko rečem militantni, mislim s tem točno to, kar si prej opisoval. Naprimer, jaz sem imel pogovor ali intervju, kakorkoli ga imenovati, z dr. Rudijem Klajnškom, sociologom in ekonomistom iz mariborske filozofske fakultete, pa on poučuje še na pravni fakulteti, pa mislim, da tudi na teologiji in tako dalje, ampak on je tukaj na intersekciji med ekonomijo in sociologijo in on je pač pretty much kejnezijanec. Vidi veliko korist in plemenitost v relativno rednem poseganju države v delovanje trga, čeprav ni antikapitalist. Ampak recimo, da je temu lahko rekli, da je levičar. Mi smo imeli nek normalen pogovor, v katerem jaz niti nisem vehementno zagovarjal svojih stališč, ampak sem vedno, ko je on zagovarjal nek poseg države, sem mu povedal libertarni argument in tako dalje in tako dalje. Zelo civilizirano, zelo kulturno in on objavi ta video na svojem Facebooku in se tale Friedrich Klamfer, pa še en profesor protestant, sicer Gogi Andrejč, javita pod njegovim postom in pričneta pisati, kako lahko meni daje, nekaj v tem smislu, kako lahko meni daje platformo, da sem čista groza. V glavnem pisala sta pač napad, čisti napad, ampak pustimo zdaj ob strani to mojo užaljenost glede tega. Argument v ozadju je v bistvu tole. Antifašistični purizem ali čistunstvo je pot, ki jo moramo bolj ali manj artikulirano zasledovati, tudi če ne vidimo jasnega cilja neke te naše egalitaristične utopije. Ne vidimo točno, kam gremo, ne vemo točno, kam gremo, ampak kaj pa vemo, je to, da pa tem ljudem ne smemo dovoliti govoriti. To je argument v ozadju teh ljudi. Pri tem se še na Karla Popperja sklicujejo, ker vem, da sem nekaj bral neki Vezjakov članek, kjer je navajal Popperja, ko je nasprotoval Brščiču ali celo Žigi Turku, najbolj benignemu konzervativcu na slovenskih tleh. In je napisal nekaj v tem smislu, da se toleranca konča pri fašizmu. Tolerantni ljudje smo tolerantni, smo zelo tolerantni, ampak ne smemo pa biti tako tolerantni, da bi fašizem tolerirali, ker če fašizem toleriramo, se nam bo to obrnilo na tak način, da bo fašizem prevladal. In oni na tak način tudi gledajo na drugo svetovno vojno, na Mussolinija, na Hitlerja. Oni mislijo, da država ni dovolj posegla ali pa da oni niso dovolj ugrabili države, da bi s pomočjo države zaustavili pohod Mussolinija in Hitlerja. Nikoli ne pomislijo na to, da sta Mussolini in Hitlerja simptom dolgotrajajočega zatiranja
tradicionalizma, naprimer, ne, ki je potem v neki modernistični obliki, ampak udaril ven iz kleti, ne, kamor je bil porinjen. Ne. Pa kaj je tukaj problem pri njih, ne, je v tem, da to, kar si omenil, da te pokličejo za fašista, je problem, da oni vkličajo za fašizem vsakogar, ki v kakršnikoli meri zahteva od njih neko odgovornost. To pomeni, da je pa za njih fašizem tudi, ne vem, lahko klasični liberalec. Za njih je fašist, vsako podjetje je za njih fašistično. Vsaka korporacija, vsak podjetnik, mali podjetnik. Praktično čisto vsi, ki ne ustrezajo njihovim abstraktnim, kvazi racionalističnim, utopičnim idealom. In kaj mi je pa tukaj zanimivo, ne, da ta socialni darvinizem oziroma darvinistično obnašanje, ne, prihaja iz akademske sfere veliko huje ven, kot pa bi, če bi te ljudje bili odgovorni, pa bi delali nekaj uporabnega na trgu, recimo, da bi šli pobirati borovnice, ne, ko je sezona, ne, pa sadeže, ne, bi delali nekaj dobrega v družbi, morda bi spoznali, kako v bistvu v družbi pa na trgu zadeva veliko manj darvinistična, kot je v akademski sferi, kjer je v bistvu winner takes all, zadeva, neka competition se tudi tam ustvari, s tem, da tam je tekma za neke titule, ni pa tekme za potrošnika, ne? Torej nimaš odgovornosti do potrošnika, ker empatijo človek po mojem mnenju lahko razvije samo, če ima feedback od potrošnika, ker jaz vsakodnevno sem kritiziran s strani ljudi, če ne upravljam svoje storitve dobro. Pri njih je problem v tem, da nimajo tega stika z končnim uporabnikom svojih idej in s tem tudi težko razvijajo oni empatijo do družbe. Kljub temu, da je ironično, da oni mislijo, da so najbolj empatični del družbe, so v bistvu najmanj empatični del družbe, ker najmanj spoštujejo vsakodnevnega človeka. Za njih je potrošnik, oziroma človek je za njih potrošnik, nek popolnoma iracionalen bedak, ki ga je korporacija ugrabila, ne? In oni bojo pa potem nas rešili, ne? S svojo diktaturo. Toliko malo za vmes. Moj problem, to si zelo dobro opisal, moj problem z njimi je ravno v tem, tukaj moram še eno anekdoto povedati, ker se mi zdi zelo pomembna, da vidimo, kako dihajo tile akademiki, čeprav je anekdota, seveda ne trdim, da so anekdote veljavni argumenti, ne? Ampak nerazumevanje stiske trgovca, ne? Stiske ali življenjskih okoliščin ali življenjske biti nekega trgovca. Oni tega ne razumejo, ker nikoli in nikdar niso rabili ničesar prodajati. Ne zavedajo pa se, da nekdo mora prodajati, da lahko oni tako lagodno živijo. Tega oni sploh ne razumejo, tega se ne zavedajo in pazi, jaz sem nekdo, ki sem kritičen do družbene drže, ki bi trgovcem pustila vse, z ozirom na neke cilje in vrednote, ki jih imam, odvisno tega. Se pravi, jaz nisem nekdo, trgujemo z vsemi, ne? Se pravi, nisem libertarec v tem all around smislu, no kljub temu pa razumem, kako zelo pomembni trgovci so. In v kakšnih stiskah kot trgovec si, ne, imam lahko razvijeno empatijo do tega. Ti ljudje pa tega niso sposobni. In zdaj k anekdoti. Imel sem eno profesorico, tako uglajeno meščansko mariborsko gospo, s katero se še kasneje, ko je šla v penzijo, hodila na kave in tako dalje, ne. In ona je meni enkrat rekla, jaz sem doživela in trdi socializem in trdi kapitalizem. In sem rekel, gospa profesorica, vi vendar nikoli niste bili na trgu, ne? Od petka pa do svetka ste bili zaposleni na državni fakulteti, ne? Z zagotovljeno plačo, z redkimi obveznostmi. In potem, ko sem jo malo preizpraševal, kaj ona misli s trdim kapitalizmom, pa misli to, da po letu 1991
in še zlasti s tem grozečim Janšo, ne, in desnimi in konzervativnimi vladami, je prihajalo do tega, da so oni pa morali vedno več stvari početi, vedno več pogojev izpolnjevati, zato da so lahko bili habilitirani, sploh obdržali svoje habilitacije in tako dalje. Ne. Pred njih, pazi, to se je začelo postavljati zahteve, ki jih pa poprej v socializmu ni. In oni si socializem predstavljajo kot to, da ti enkrat dobiš doktorat in potem živiš kot bubrek v loju do konca svojih dni in da si upravičen do te svobode in tega miru, zato ker si ti tako pomemben za družbo, ker produciraš, ne vem, intelektualno vsebino ali kakorkoli. To sem želel povedati. No, sej, kot si rekel, ne, oni nasprotujejo vsakršnem trudu oziroma vsakršnem pogoju, torej da bi kdo njim postavljal neke pogoje, zahteve, odgovornost, ne, to v sebi smatrajo, zato ker sami pristavljajo čisto podzavestno, oni zagovarjajo ta platonističen pogled na filozofa kralja, ne, in kdo bo preizpraševal filozofa kralja, če ne samo filozofa. Ne. In tukaj pridemo mogoče do tega spet nazaj in sicer, zakaj so toliko proti vsem temu, da bi človek izkusil kakršnokoli težavnost v življenju. Vse tudi, če si pogledamo, kako si oni predstavljajo utopijo. Ne? Oni si utopijo predstavljajo, če povzemam Marksa, torej, da si zjutraj lahko kmet, popoldne si pesnik in zvečer si filozof. Torej, karkoli se ti tvoj talent pomisli, to lahko realiziraš. V bistvu čist zelo atomistično, individualističen pojem na nek način. Ne? Torej, čist izuzet iz vseh, recimo temu, možnosti, da padeš ali možnosti, da imaš da imaš narobe. Ne? Ker jaz osebno gledam na to, kako družba napreduje na način, da znanje lahko pridobiš samo s konstantnim trial and error preizkušanjem, ne z nekimi vnaprej napisanimi teorijami. Ampak v bistvu teorije izpelješ iz prakse. Tudi tako je po moji logiki mogla biti naša akademska sfera pa učenje študentov narejena. Torej najprej praksa v bistvu, ne pa teorija najprej. Ne. Najprej bi mogli videti, kako dela svet. Ne. In ja, tukaj za ti mislil še mogoče reči, če si kaj razmišljal o tem, ker oni trdijo, ne, da vsaka taka družba, ki ima neke zahteve pa možnosti, da ti zgrešiš, da ti spodleti, da je taka družba darvinistična. Jaz se s tem osebno ne strinjam čisto, zato ker, kot sem ti rekel, del človekovega zadovoljstva po mojem prihaja iz tega, da je deloma moramo biti, kot Nassim Taleb pravi, anti-fragile oziroma nezlomljivi. To je tudi, by the way, naslov moje Facebook strani. In sicer nezlomljivi v tem smislu, da ti srečo dobiš in zadovoljstvo nad samim seboj s tem, ko vidiš, da si preko preizkušanja in spodletelih poizkusov nesreč, tudi manjših nesreč, nezgod prišel do nekega uspeha znanja. Ne? In da samo, če si kot bubrek v loju, ko si rekel, ne? Če si zavarovan, torej da si zavarovan, da ti ne more spodleteti, že od vzgoje naprej, od šolanja naprej. Jaz se spomnim, recimo pri nas na fakulteti za družbene vede je šlo stanje tako daleč, bizarno, pazi to, da je nek mladi asistent, ko sem ga izzval, ne, tako čist ironično sem ga malo izzval, je profesor sam, jaz pa mislim, da je to fašizem, če zahtevate oceno od mene. Torej, jaz ne bom te naloge seminarske, ali lahko napišem po svoje, ker jaz čutim drugače zdaj trenutno. Pa res je bilo to, sem čutil drugače. In je rekel, ja, po svoje prav, bil je zmeden nekaj časa, ne, ko se ga tako izzval, če se mi zdi to nekonsistentno z našimi prepričanji, ne, ker, veš, ne more on zahtevati ocene od mene, tukaj na faksu pa govorimo, kako je to fašizem, ne, da zahtevaš od nekoga nek trud. In je rekel, ja, se to je pa res, ja. Jaz ne bom diktatorski do vas, je pol rekel, da sem temu razredu. Vi lahko pišete, pa oddate te seminarske, kadar vas je volja. Tako da, čisto za intermeco. Torej,
kar povej, kaj si mislil? Glede darvinizma. Ja, dobro, razumem, kam so skušali iti ko se učita kapitalizmu ali pa prostotržni miselnosti, da je to socialni darvinizem, ne, se pravi, preživijo le najmočnejši, naj preživijo le najmočnejši. To se podtika. Ali pa zaradi mene lahko tudi upravičeno trdi za določene prostotržnike. Ne. Glede samega darvinizma, prvo kot prvo, v naravi opažamo, da ne preživijo le najmočnejši. Ne. To je zdaj, pa najmočnejši je tako res zelo relativni in širok pojem. Ne vem, treba je biti še prebrisan, pa hiter, pa treba je imeti srečo, pa srečo na različnih nivojih, ne, tudi genetsko srečo, pa ne samo genetske sreče in tako dalje in tako dalje, ne. Se pravi, že samo na tem nivoju razprave je to nek tak preveč zlorabljen pojem. Drugo pa imam sam, pa ne kot katolik ali kristjan ali vernik, ampak kot neke vrste filozofski materialist sem imel od nekdaj s tem darvinizmom, samim pojmom in z darvinizmom, kot v smislu tistih, ki si pravijo darvinisti, izjemne probleme. Pa imam na primer veliko prijateljev na tej tako imenovani alternativni desnici, ki se v veliki meri zanaša na tako imenovano evolucijsko psihologijo, kar je neke vrste darvinizem in tako dalje. Ampak z darvinizmom imam jaz ta problem. Darvinizem si je od samega začetka želel reči materializem, materialistična filozofija. Kaj s tem mislim? Je, da iz razlag narave preženeš duha oziroma ne. Se pravi, vse v naravi, vse v svetu lahko razložimo brez uma, ne. To ne pomeni, da zanikaš Boga, ampak brez uma v svetu, ne. Nikjer ne rabiš nobenega uma, ne. To si je zadal darvinizem. Po drugi strani pa darvinizem, ne vem, če si kdaj bral te darvinistične teoretike, oni nenehno špekulirajo, kakor da bi špekulirali iz pozicije nekega uma, ki gleda naravo od zgoraj navzdol, no. Z darvinizmom imam probleme v tem smislu, da si pravi materializem, v bistvu pa je samo neki pseudo-aristotelizem ali pseudo-teleologizem ali pseudo-spiritualizem in ga zato zavračam. Samo teorijo evolucije pa imam seveda takšne probleme, kot imajo dandanes tako ali tako že vsi. Sama teorija evolucije je, da lahko razložiš prehod od prve celice do človeka samo z genetskimi mutacijami in s tako imenovano naravno selekcijo. Naravna selekcija je tako ali tako že sama pseudo-aristotelizem, zelo težko razložljiv, preveč abstrakten, premalo natančen in tako dalje. In iskreno rečeno, meni je to bivša teorija, no. Torej, kaj pa misliš, da so ugovori kakšni moderni ugovori proti evoluciji? Recimo, kaj pomeni naravna selekcija plus genetske mutacije? Naravna selekcija pomeni, da narava izbere. Da izbere pomeni, da ima Ne? In potem rečejo, v redu, to samo tako rečemo, ne? To je metafora. Metafora česa natančno pa je to. In nikoli ne dobiš zadovoljive razlage, razen tega, da če imaš v istem ekosistemu več živalskih vrst, jih lahko večina umre, ena pa preživi v tem smislu, da lahko mi opazujemo, kako je živa. Potem iz neke več stoletne, več tisočletne ali več milijonletne distance. In v bistvu je edino, kar ta teorija reče, je to, kdor preživi, no. Meni je tautologija popolnoma nepomembna, nerelevantna in neinformativna, če sem iskren.
Zdaj, kako jaz dojemam to Darwinovo razlago narave, jo dojemam kot ne da narava izbere, ampak kot to, da mi kot posamezniki in tudi naše celice, ostale stvari v naravi, ostale biološke in nebiološke tvarine komunicirajo drug z drugim preko silami, ki so inertne njihovi naravi, ker pač vsaka stvar, vsak atom, recimo temu, ima neke zakonitosti. In vse te interakcije potem rezultirajo v nekem rezultatu, ki je pač lahko slučaj, ampak ta rezultat, kako deluje narava, je tako, da pač ona preskuša, če gledamo biološka bitja, preskuša z različnimi oblikami celice, in jih je po domače povedano čisto kot po neki igre, po teoriji številk, jih meče ven, čisto tako neplanirano. V bistvu nihče ne planira, nihče si ni tega zamislil, ampak to narava zaradi same svojih sil v atomu ven preizkuša z novimi oblikami in potem pa z interakcijo z okoljem se določi, ali bo ta oblika te celice preživela ali ne bo, kako se bo ta oblika celice spremenila, ko se spremeni okolje, ko so izbruhli vulkani in je bilo zdaj bolj vroče podnebje in so se zdaj celice mogle prilagoditi. Torej, v tem smislu se mi zdi uporabna oziroma dosti evidentno jasna, da pač ptič, ki je živel, pingvin ali ptič, ki živi na Antarktiki, ima bolj gosto perje, ker se je pač prilagodil, njegove celice so se v interakciji z okoljem prilagajale. Ampak vidiš, tukaj smo že izven darvinizma in smo že v lamarkizmu, ko se govori o adaptaciji in prilagajanju. In se pravi, to več ni darvinizem, to je lamarkizem. Ko začneš govoriti o prilagajanju, si že v polju lamarkizma, se pravi, če ti rečeš, da ima, ta ptič drugačno perje od tega, ker se je prilagodil temu okolju, si že lamarkiz. Darvinizem pa si med drugim rad reče, da je antilamarkizem, oziroma da je odpravil z lamarkizmom in da je lamarkizem bil zadnji aristotelizem v bioloških znanostih, pa temu očitno ni tako. Obenem, tisto, kar si prej opisal, je pač nek algoritem, ne glede na to, kako razpršeno je vse to skupaj, kako navidezno, naključno v tem smislu, kot je naključen pač, ali pa navidezno naključen soj žarkov, ki so sestavljeni na koncu koncev iz nekih majhnih fotonov ali kakorkoli. Ampak moja poanta je v tem, da spet prej si govoril o komunikaciji in takih zadevah, zelo težko se je znebiti tega teleološkega smotrnostnega jezika pri razlaganju narave. In moj problem s teorijo evolucije in z darvinizmom je ta, da skuša reči, mi smo pa prvi, ki smo to dosegli. Niste, še vedno uporabljate ta jezik in potem reče, ampak samo uporabljamo ga, to metaforično. Ampak zakaj stoji ta metafora in nikoli ne znajo razložiti, zakaj je ta metafora na zadovoljiv način, da bi jaz lahko rekel, to pa je res materialistična teorija. Ni materialistična, še vedno je pseudo-aristotelistična in to je moj največji problem s teorijo evolucije in z darvinizmom. Po domače povedano, niso pregnali uma, kakor se hvalijo, da so ga. Pa bi si želel, ker jaz nimam nobenih problemov s tem, da vso naravo razložimo brez uma v svetu. Meni je tako pomemben samo izven sveta, in naš kot nekaj, kar kolerira s tem umom, da lahko opisuje to, kar je ta ustvaril. Kaj pa potem ti rekel, da razlaga neko življenje oziroma evolucijo procesov v življenju? Jaz za razliko od darvinistov na to temu rečem, da pojma nimam. Vse, kar jaz trdim, je, da je pač darvinizem posledica razsvetljenstva, razsvetljenstvo
pa je tale iz protestantizma izšel napuh, da se da neke določene stvari razlagati brez tradicije, brez družbe, brez zgodovine, brez uma, kar je končna konsekvenca Final Frontier te miselnosti. Ne? Ker razsvetljenstvo si govori, da se je vrnilo k antiki, k filozofiji, k znanosti. Na nek način je pa jasno, da je vse to skupaj predtem že scholastika naredila na zelo sistematičen in urejen in konsistenten način. Obenem pa, če opazuješ Grke, pa to, kako razmišljajo, vidiš, da so šli v obratni smeri, kot je šlo razsvetljenstvo. Ne? Od napuha k spoznanjem o omejenosti človeškega uma, ne obratno, naprimer, ne. Kar je darvinizem, pa recimo Freudova psihoanaliza, to sta končna meja tega človeškega napuha, no. Po mojem mnenju, no. Okay. No, to so kar zanimive točke, sva dala tudi še za mogoče kdaj še naslednji malo bolj filozofski pogovor. Zdaj bi te mogoče za konec, da ne bova predolga za naše poslušalce, da bo še ohranili malo te, ko bi rekel, žilce za poslušanje, in sicer se ti zdi, da sta danes obe strani, tako recimo temu modernistična, ne? Ali pa če rečemo, da smo vsi modernistične smeri, ne? Pa da iz tega izpeljemo, da imamo levo in desno verzijo danes, in da sta po moji tezi, no, obe, kakor opažam, naveličani z modernostjo, torej obe kritizirata. V bistvu danes, če pogledaš obe družbeni struji, nobena ni zadovoljna s tem, kar imamo. Bi se dal pol morda narediti tukaj, ali pa bi bila možna neka sinergija med obema? Torej vidiš to levo in desno kot neka konfliktna atoma, ali gre tukaj za nek yin in yang, če se tako izrazim? Ja, mislim, na vse zadnje smo tako sintezo, po moje, pri nas v Evropi že imeli, ne? Ko je bila tradicionalna predrazsvetljenska katoliška cerkev na vrhuncu, ne? Skupaj s holastiko in svojim tomizmom in tako dalje. Tomizem kot res prevladujoča, ne samo de jure prevladujoča uradna filozofija katoliške cerkve, je mislim, da samo kakih 100 let prevladovala, ampak recimo s svojimi prijatelji iz alternativne desnice, ki so neopogani, ne, in so izrazito antikrščansko usmerjeni, pri njih vidim, da prepoznavajo to potrebo po sintezi in da vejo, da je to sintezo treba iskati onkraj materializma, ne. Obenem pa mislim, da bodo tudi oni na koncu koncev spoznali, da je edina pot, ki do sinteze vodi, povratek k tradicionalni predrazsvetljenski katoliški cerkvi, no. Ampak kar je mene, ki je morda bolj zanimalo, je, če je možno te progresivne, recimo temu, težnje v človeku, ne, te racionalistične težnje, potem, da dosežeš nekaj več iz sebe, nekaj več, jaz temu rečem, razlika med tistimi, ki želijo to survive, pa tistimi, ki želijo to thrive. Ker se mi zdi, da progresivna težnja želi to thrive, ne? Torej, da želiš iz sebe nekaj izjemnega narediti, ali pa za skupnost nekaj izjemnega narediti, medtem ko konzervativna težnja je bolj to survive, ne? Jo ne zanima toliko, kako se ti počutiš osebno, si zadovoljen ali nisi, ampak jo zanima preživetje celotne družbe, ne? Torej ohranjanje, ne? Družbe ali pa neko nasledstvo, ne? Je to malce bolj pomembna težnja pri konzervativcih, ne? In tukaj pride do tega crasha, ne? Ker dostikrat vidimo, ne? Če ti osebno želiš nekaj izboljšati sebe, ali pa da imaš nek potencial, ki ga želiš realizirati, ali pa neko vizijo, je to lahko v crashu, ne? Z nekimi, recimo temu, konzervativnimi težnjami, ki pa te želijo ustaviti na nek način dostikrat, ne? Ker si rečejo, bolj počasi, ne? Ti si šel v napuh ali pa si šel v neko skrajnost, ne? Lahko. Zanima me, kako vidiš to interakcijo, ker jaz mislim, da to vedno bo ta interakcija znotraj nas, ne? In kako vidiš
to, da bi lahko v enem družba imela neke stabilne elemente, konzervativne elemente, trdne konzervativne temelje, ki jih danes nima, ampak da bi hkrati ohranila tudi to predrznost, nesramnost, to recimo temu preizpraševanje Boga ali pa recimo temu kljubovanje Bogu. Ker takšni ljudje vedno so bili Aleksandri Veliki in tako naprej. In vedno so bili Richardi Levje srčni, kljub temu, da so bili pobožni, ampak so bili malce drugačni od klasičnih, recimo temu, vernikov. Torej, kako vidiš ta preplet, morda sinergijo teh dveh sil? Zdi se mi, da se to na vse zadnje, da ta boj poteka v vsakem od nas, v vsakem posamezniku. No? Vsak od nas skuša preživeti in vsak od nas skuša to thrive. In ko imaš obdobje, ko si uspešen v trgovanju, ne? Pa nimaš več toliko skrbi za preživetje, pač skušaš bolj se fokusirati na thrivanje, če se lahko tako izrazim. Družbeno delo, ja. In obratno, ne? Ko nisi uspešen v trgovanju, straglaš. Ne? In ko straglaš, si pač bolj fokusiran na preživljanje. In obratno. In kar pa lahko da neko trdno podlago, na katero se lahko v obeh ekstremih zanašaš, je pa pač, v mojem primeru neko tradicionalno katolištvo, tradicionalizem, neki občutek pripadnosti neki skupnosti, skupnost, ki ima neke določene cilje in skupnost, ki ima neke določene vrednote. K vsemu temu se vračaš vsakič, ko se boriš samim sabo in samo znotraj tega lahko na koncu koncev smiselno bivaš v vseh svojih protislovjih kot človek. No? In če to prenesemo po analogiji na družbo, je pač po moje rešitev teokracija. Ne? Okay. Pa bi rekel, da je to, ker slej ko prej bo mogel priti do nekega, recimo temu, iz tega velikega poka informacij, ki smo ga imeli z modernostjo, bo mogel priti do neke sinergije ali pa do nečesa, nek red se bo spet vzpostavil nazaj, ker trenutno smo, se mi zdi, po mojem mnenju, v fazi velikega poka, kjer imamo v bistvu razpršenost, konflikt, atomi, posamezniki se med sabo oddaljujejo, se vidiš, vsak ima svoje mnenje, ki ga močno zagovarja, druge potem skuša potlačiti dol in tako naprej. Se ti zdi, da bo prišlo do te sinergije jo lahko dosežemo na miroljuben, recimo temu način, ali bo moral priti, ali vidiš tukaj v prihodnosti neko nevaren konflikt? V ZDA, če opazuješ ZDA, tam imaš recimo, zdi se mi, da ta mainstream konzervativna stran kljub vsemu zmaguje nad progresivno stranjo. Ampak tam imaš tudi razklanost na tej konzervativni strani. In kaj je ta razklanost? Dva pogleda na svet imaš znotraj konzervatizma, po mojem mnenju. Na eni strani imaš ljudi, ki pravijo, da je Zahod tradicionalna katoliška cerkev, ki jo razvijajo Evropejci plus rimsko pravo. To je en pogled na Zahod, na drugi strani pa imaš pogled na Zahod kot na Atene, Rim, Jeruzalem, kapitalizem. To je mainstream konzervatizem trenutno zdaj, ki pogosto imaš te od Bena Shapira, Denisa Pragerja in tako dalje. Oni pogosto govorijo o teh judeo-krščanskih vrednotah. In potem imaš na desnici tole razklanost. In ena od teh dveh sil ali pa bo na koncu koncev zmagala.
In katerakoli od teh dveh bo zmagala, bo predstavljala, po mojem mnenju, neke vrste sintezo. Na dolgi rok pa je progresivizem tako ali tako nesmiseln, če mene vprašaš, ker ničesar od tega pač nima, ne. To je tako, kot sem opisoval prej mišljenje svojih profesorjev, ne. Oni ne vejo, kam grejo, ne vejo, zakaj grejo, vejo pa, da morajo nasprotovati in utišati nas drugače. Nimajo neke delujoče alternative. Tako, ja. In to nikamor ne vodi. Ne? Ja. Saj, klej mi že dostakrat povem, če pogledaš zgodovino edinih še socialističnih, ko lahko rečemo, da so res prave socialistične tvorbe, kibucimi, ne, v Izraelu. Ne. Vidiš, da je tudi tam prisotnost oziroma voljnost, ne, mlajših generacij močno upadla, da ostanejo v kibucimih in so raje izbrali na nek način žalostno, modern svet, ne, in zapustili socialistične farme in družbe. Ampak tukaj bi te morda za konec res še vprašal oziroma dodal to, kaj meniš, a je ta konzervativizem, ki se zdaj v Evropi pojavlja, pa bom dal dekle za primer Madžarsko, pa nedavne tvite madžarskega premijera o veliki Madžarski in podobne čudaškosti. Se ti zdi, da bo ta modern konzervativizem, da je to v bistvu neka oblika izprijenosti, oziroma lahko gre v neko obliko konflikta, da nas lahko spet vodi nazaj v tisto toksično moškost, o kateri govorijo feministke. Veš, ker jaz vidim moškega kot nekaj, oziroma neko dobro vodstvo družbe, ne, kot nekaj vrlega, nekaj, kar daje dober zgled za vrlinami, ne pa nekaj, kar se maščuje, ne pa nekaj, kar je užaljeno, ne pa nekaj, kar v bistvu prevzema neke take vrednote slabiča. In jaz tukaj vidim problem, na tem moderni evropski konzervativni struji, da lahko degenerira v ta, prav zaradi te besa, zaradi te jeze, kot nek counter-udarec, levici, progresivcem, v bistvu postane zgolj zrcalna slika teh nasilnih progresivcev in zgolj na drug način izkuša uveljavljati neke svoje stare teorije, kako bi morala biti Evropa, ne vem, krščanska, pa bojo začeli, vsiljevati vero, pa bojo začeli, s takimi in drugačnimi ukrepi, ker sem ti prej rekel, da niso ukrepi, ki bi človeški duh prepričali. Mogoče tvoje mnenje o tem? Moje mnenje o tem je tako. Plemenski interesi obstajajo in imperiji obstajajo. Svoje plemenske interese moraš vedno uvrstiti v okvire nekega določenega imperija. To je neizbežno. Ne? In zdaj, kot pri vsakih odločitvah, je tudi pri tej odločitvi pomembno, kakšne informacije imaš, da jih imaš čim več, po možnosti vse možne. Ne? In kaj so te vse možne informacije? Ja, tole. Kateri imperiji so na voljo in katera plemena imajo katere interese. Ne? In kakor jaz gledam na svet, je skozi prizmo tega, da se moramo o tem čim bolj odprto pogovarjati, se pravi na mizo vreči vse plemenske interese in razodeti vse imperije, ki so na voljo, da se pač potem lahko smiselno pogovarjamo, kdo se bo priključil kateremu imperiju, s katerimi plemeni lahko pri nekih parcialnih, zgodovinsko-kontingentnih konfliktih sodelujemo, sklepamo koalicije in tako dalje in tako dalje. In to je, razumeti Orbana s to veliko Madžarsko je pač treba tudi skozi prizmo tega. Ne? Ta velika Madžarska je simbol ali metafora za nek imperij. Ne? In jaz v taki neki lastni utopiji vidim Slovenijo bolj ali manj v nekem srednjeevropskem, post-habsburškem, post-avstro-ogrskem kraljestvu ali monarhiji ali imperiju, če tako hočeš, če bi to bilo možno. Ampak kot sem rekel, to je zaenkrat utopija. Ne? V vsakem primeru pa že zdaj pripadamo nekemu imperiju, v vsakem primeru jih je več na tem svetu in v vsakem primeru so informacije o tem, kateri vse so na voljo in
kateri plemenski interesi vse vplivajo na našo usodo, precej megleno in zakrito, in pri tem vidim, na primer, velik problem tega svetovljanstva, o katerem velikokrat pišem na Facebooku. Svetovljanstvo vidim kot ideologijo, ki skuša zakrivati, mešati meglo glede teh informacij, ne. Svetovljan je tisti, ki pride kot priseljenec v neko narodno državo, ali pa je domačin, ki promovira, ki zanikuje nacionalizem, suverenizem, monarhizem, promovira globalizem in tako dalje in tako dalje, ne. In tukaj, kot do neke mere škodljivo koalicijo, vidim koalicijo med libertarstvom in progresivizmom na nivoju svetovljanstva, ne. In tukaj vlečem tudi mejo, po kateri je treba libertarstvo teoretsko korigirati, no. Čeprav sem njegov proponent na koncu konca do neke mere. Ja, razumem. Tukaj bi bila morda kakšna politična rešitev, neke vrste lokalizem, kot se ga gre Švica. Morda, ja. Ja, morda. Aleš, zelo, ko bi rekel, sproščeno in zanimivo se pogovarjati s tabo. Všeč mi je, da v bistvu lahko govoriva o čemarkoli, oziroma tudi si sam pripravljen povedati, o čemarkoli se ne bojiš, nimaš zadržkov, si odprt. In to mi je tudi zanimivo, ne, morda za zadnjo opazko ali vprašanje. Bi rekel, da so danes, recimo temu, konzervativci, da ste bolj odprti ravno zaradi tega, ker smo toliko časa te misli bile zatirane, taki ljudje zatirani oziroma diskriminirani na nek način za drugega pola, in nas je to prisililo v to, da moramo pokazati boljše vrline. In so spet pri tistem vprašanju, ali se bo zadeva obrnila, ko bodo nekoč konzervativci spet na oblasti, kot je bila nekoč katoliška cerkev, in vemo, da tudi ni bilo najboljše, ne? Vsaka oblast se degenerira, ne? To je zelo smiselno vprašanje, če smo mi, mislim, nedvomno drži, da smo mi odprtejši, nedvomno drži. Ja. Drži pa tudi, da bi lahko bilo, da smo samo trenutno, ne. In da če bomo kdaj mi na oblasti, to ne bomo, ne. No, kljub temu, da med nami pogosto kroži tale libertarski argument, da je treba pač pri tem biti dosleden, najprej priti na oblast, potem pa pokazati progresivcem, kako se to dela, čeprav težko verjamem, da je to možno, kar kaže, ali pa verjamem, da bi bilo to lahko do neke mere naivno, če vidiš, kako progresivci navsezadnje delujejo, če jih pogledaš, kako delujejo proti sedanji vladi, ki ni ne SDS-ova, ne janšistična, ampak v njej, na primer, SDS in Janša samo sodelujeta, pri čemer SDS in Janša niti slučajno nista ne tradicionalistična, ne tradicionalno katoliška, ne ultrakonzervativna stranka, ampak pač neka čisto povprečna slovenska socialdemokracija, no, taka zdravorazumska, če se lahko izrazim, no. Mislim, da za konec lahko mogoče omenim misel katoliškega libertarca, ne, Lorda Achtona, verjetno sigurno poznaš, ne, in sicer, da absolutna moč, ne, pripelje do absolutne skorumpiranosti človeka, ne. In tudi to je eden od, po moje, najbolj pomembnejših uvidov, zakaj je potrebno omejiti, oziroma ne bom rekel omejiti moč, no, ampak tudi tistega, ki je močan in sposoben, ga dati za odgovornega svojim dejanjem, ne. In na trgu moraš biti odgovoren, ne. Država te odgovornosti nima, in to se mi zdi ena pomembnih stvari, da v bistvu vsak mora biti izpostavljen neki kritiki, ne. In z možnosti tega, da ga nekdo kritizira in da se samo preizprašuje, ali pa da zgubi sredstva, da ima možnost, da ima izgubo. Meni osebno se zdi v bistvu za napredek družbe in kapitalizma bolj pomembnejši koncept izgube, kot pa koncept profita, ker vsi omenjajo samo profit in to pelje v degeneracijo, to pelje v to, da firme iščejo samo subvencije, profit in tako naprej, isto z delavci, isto z vsemi drugimi strukturami. Ne smemo se bati tega, da imamo mehanizme, kjer lahko izgubiš, ne. Morda ne usodno, ne, moramo da ne usodno, ampak samo
da si načeškan, vsak mora biti. Ok, Aleš, hvala ti za tale zanimiv pogovor, trajalo je dlje, kot sem si zamislil, tako da to je dober znak, da se še kdaj slišimo in vidimo, kako če še tvoje sporočilo za konc. Mislim, izjemno sem ti hvaležen, da si me povabil. Svojim gledalcem priporočam, da se naročijo na tvoj kanal, mojim priporočam, da se na mojega. Zdi se, da število nekih drugače mislečih, alternativno mislečih youtuberjev, podcasterjev, konzervativcev, libertarcev in tako dalje v zadnjem času kar precej raste in tvoje vsebine so vsekakor kvalitetne in se veselim tvojim nadaljnjim. Tako da hvala ti, no. Tudi tebi, hvala.